Dogajanje v Parizu je spodbudilo veliko odzivov na družbenih omrežjih in tudi nekateri izmed vas ste svojo profilno sliko na Facebooku opremili z barvami francoske zastave. Zastavlja se veliko vprašanj, zato je z nami strokovnjak za varnost dr. Iztok Prezelj. Dr. Prezelj, pozdravljeni v Infodromu. Kako lahko pojasnimo, da se je napad zgodil v Franciji? Poglejte, Francija je bila že izpostavljena številnim terorističnim napadom v preteklosti. V zadnjem času pa je pojačala svoje aktivnosti proti islamski državi v Siriji in v Iraku in zaradi tega se je islamska država odločila, da se maščuje. Torej je verjetnost, da se nekaj takšnega zgodi tudi pri nas, majhna. Seveda, v Sloveniji je verjetnost, da se kaj takega zgodi, majhna in še bistveno manjša kot v Franciji. Nevarnost prometnih nesreč je z vidika današnje mladine bistveno večja. Torej, jaz bi predlagal, da mladine v Sloveniji zaenkrat terorizem ne skrbi. Ta pojav je treba razumeti in ko bodo nekoč odrasli, bodo sami lahko bolje reševali sodobne konflikte. Nekateri pa se vseeno bojijo prebežnikov, ki potujejo tudi čez Slovenijo. To je treba vseeno zanikati. Velika večina teh ljudi, prebežnikov, migrantov in beguncev, je nedolžnih. Vendar pa obstaja majhna verjetnost, da je med njimi bil prikrit kriminalec in zdaj v nadaljevanju bo seveda policija v vseh državah po tej poti morala bistveno resneje ukrepati v zvezi s tem. Dr. Prezelj, najlepša hvala za vse odgovore. Na naši spletni strani pa najdete tudi nasvete, kako ukrepati, če vas informacije prestrašijo.